Prav lepo pozdravljam, opravičujemo se za malo zamude, pa mislim, da bo pogovor tako zanimiv, da bo to nadomestil. To so naše besedne postaje, do konca leta se jih bo zvrstilo še 8, tako da prisrčno vabljeni še na kakšno. Danes pa, če je z nami dr. Nada Grošelj, potem vemo, da bomo govorili o lepotah in zagatah prevajalskega poklica. In tokrat so z njo sogovorniki, sami odlični prevajalci, govorili pa bomo o prevodih v španščino in iz španščine. V podobni zasedbi so mi povedali, so se srečali že letos poleti, vendar na festivalu Pranger, pa so si imeli toliko zapovedati, da jim je zmanjkalo časa in bodo danes od tam naprej nadaljevali. Z nami so torej dr. Nada Grošelj kot moderatorka pogovora, gospa Barbara Juršič, dr. Barbara Pregelj, gospa Laura Repovž in gospod Juan Pablo Fajdiga. Zdaj pa kar predajam besedo gospi Nadi. Prosim. Da se je toliko poslušalcev udeležilo tega pogovora. Kot je povedala gospa Avsenik, je to dejansko, to temelji na pogovoru, ki smo ga imeli na letošnjem Prangerju, ko je bila država v fokusu Španija, kar pomeni, da smo po eno ali dve pesmi izmed 9 zbirk iz leta 2014, ki so bile v paci, da tako rečem, na Prangerju. Torej, da smo po eno ali dve pesmi vsakega od teh pesnikov prevedli v španščino. Zdaj, če rečem smo, s tem hočem reči, da sta to prevedla Pablo Fajdiga in Barbara Pregelj. No, to smo potem tudi izdali. To knjižico zgleda takole. No, ampak ker je to res taka zanimiva tema, recimo prevajanje v tuji jezik, se mi zdi, in še sploh, ker je španščina tak jezik, ki dobiva čedalje več navdušenih pristašev, mislim, da bi bilo to zanimivo tudi izven Prangerja. No, zdaj mogoče bi še mečkeno predstavila nastopajoče. Prej ste lahko videli, ko se je vrtel gor tak napovednik s CVI, ampak vseeno bi pač povedala, Barbara Juršič je velika poznavalka tako španske kot portugalske književnosti, sploh se zdaj recimo zase na portugalsko osredotoča in je prevedla že ogromno del iz teh jezikov, dobila je tudi nagrado za mladega prevajalca pred nekaj leti. Potem dr. Barbara Pregelj tudi ogromno prevaja iz španščine, pa tudi iz raznih bolj, recimo temu, eksotičnih manjših jezikov. In ima pa tudi, vsaj kot sem jaz videla sodeč po internetu, mislim, da je približno 8 knjižnih enot, takih, ki so bile prevedene iz slovenščine v španščino. No, ravno včeraj moram povedati, da sem videla tam v Delu, pač to, ko si prevajala Bredo Smolnikar in si potem pač napisala neko utemeljitev, da je njena proza res dobra. Potem Laura Repovž je magistrska študentka in sicer se tudi ukvarja intenzivno ravno s prevajanjem iz španščine in v španščino, tudi z neko delavnico, o tem bomo še govorili. Drugače je dobila nagrado ESASI, to je nagrada španskega veleposlaništva za mlade prevajalce, za prevod kratke zgodbe. In Pablo Fajdiga, po izobrazbi diplomiran filozof, sicer pa dvojezičen, govorec španščine, argentinske španščine in slovenščine, ki pa ima tudi zelo impresiven opus. Mislim, jaz sem naštela na internetu, je bilo 16 knjižnih enot, tako da so bili prav prevodi iz slovenščine v španščino.
in recimo tudi prevaja take avtorje, kot so recimo Šalamun, Aleš Šteger, tudi Dane Zajec. No, ravno njegovi prevodi Šalamuna so očitno sedli v srce do zdajšnji španski veleposlanici, ki je menda to brala na začetku, ko je prišla v Slovenijo in jo je to zelo očaralo. Skratka, sami zanimivi sogovorniki in mogoče bi se zdaj kar lotili tega, o čemer bi govorili, namreč najprej bi povedali nekaj na splošno o recimo temu španski pesniški sceni. Se pravi, pesniški sceni ne samo v Španiji, ampak tudi v drugih špansko govorečih deželah, da dobimo mogoče malo občutka za to, kako potekajo te stvari tam v primerjavi s tukaj. Potem bi se pa posvetili glavni temi, to je pa pravzaprav prevajanje, predvsem v španščino, pa tudi iz španščine, seveda. Potem bi pa vprašala, torej za začetek, če zdaj pomislimo prav na to pesniško sceno. Kako recimo nastopi v Španiji ali pa recimo tudi potem v Latinski Ameriki, kako nastopi nek mlad pesnik svojo kariero? Recimo, obstajajo kakšne založniške hiše, ki se posvečajo torej izključno ali pa skoraj izključno poeziji, ker vemo, da to recimo ni posebno rentabilna stvar, tako da mogoče, ne vem, pri nas mislim, da so mogoče tudi kakšne založbe, ki se malce izogibajo temu, da bi izdajali avtorsko poezijo. Zdaj, kako je pa s tem recimo konkretno v Španiji? Zdaj moram povedati, da Barbara Juršič je celo pač v namene teh pogovorov kontaktirala dva taka bolj prominentna pesnika. Eden od njih je Rivero, je tudi prevedla eno njegovo pesem, ki smo jo brali na Prangarju v slovenščino, seveda. Drugi je pa De Floriano, ne? Mislim, ja. Floriano Traseira, ta je pa pripadnik mlajše generacije in tako zvanega paterrealizma. Lep pozdrav sem. Ne vem, če ste kdaj že slišali za Antonija Rivera Taravija. On je zdaj nekako pripadnik srednje generacije, že rojen leta 63. In od njega sem dobila večino informacij, tudi potem povezavo na tega Miguela Floriana Traseiro, ki je eden od 5 tako imenovanih paterrealistov iz zelo močne, zlasti mlade pesniške scene v Oviedu, v pokrajini Asturias. Ta srednja generacija Antonija Rivera Taravija je pa iz Sevilje. Moram povedati, da po tem, kar sem jaz izvedla, mislim, da je zdaj najmočnejša pesniška scena ravno v teh dveh pokrajinah, se pravi v Andaluziji pa v pokrajini Asturias, v Oviedu. In Antonio Rivera Taravija je zdaj eden najbolj uveljavljenih pesnikov in pravi, da je njegova glavna značilnost, da se obrača k preprostim stvarem. Da če so pesniki zelo pretenciozni, da potem to pomeni, da so zelo zagledani vase in da je to nekakšna bolezen današnjih pesnikov. Zato on zlasti v zadnji zbirki, ki je šla pred par meseci, daje poudarek stvarem preprostim, vsakdanjim stvarem, s katerimi se srečujemo. Zato je ena od teh pesmi, se imenuje Gugalnica, potem napisal je pesem, ne vem, Slivam in tako naprej. Naprimer, tako kot tudi verjetno poznate od Borgesa, sonet Las Cosas. Verjetno vsi razumete na špansko, tako da lahko že ni treba tako prevajati. Glavnem pravi, da je funkcija poezije ravno to, da gledaš na stvarnost nekako drugače, da se umiriš, da razmišljaš, da ti nudi nekako to lažbo, da si sami s seboj nekako. Potem po drugi strani je pa
ta mlajša pesniška scena, se pravi, to je generacija rojena med nekako 85 in 95, ki pa so tudi že, ki so zdaj študentje in so pa izdali že sami precej pesniški zbirk, tudi ta Miguel Floriano Trasera je bil tudi že večkrat nagrajen. No in on je potem pač še 4 ustanovil to skupino, no, ki se imenuje skupina Pata Realismo Salvaje, no, in oni imajo tudi en manifest, ne, in vam lahko povem par stvari, no, ki je precej zanimivo, da še malo popestrimo, no, malo bolj zabavno to naše druženje. In pravi, da Pata Realismo Salvaje verjame v nasprotja, zavezanje sicer politiki, ne verjame pa v rešitve. In pravi, da se identifica con los últimos vaqueros de José Mallorquín, con el gaucho Martín Fierro, con Pascual Duarte, con John Morel. V glavnem pravi, da s tistimi, ki jih nekako družba potrebuje, krati se jih pa boji, ki jih nekako sama si jih izmisli, krati jih pa potem tudi kaznuje, zaradi tega, kakršni so, se pravi, drugačni. No. In pravi v nekem intervjuju, da je skrajni primer ne Pata realizma, naprimer to, da postaneš odvetnik. Potem pa imajo oni prav v tem svojem manifestu, no, tako 10 točk, in jih lahko par omenim, da pravi, da recimo dobro pri življenju ravno to, da nima smisla, včasih je Bog obstajal, zdaj pa ora ja no vamos al cielo, ora nos morimos de verdad. Torej, zdaj pač ne obstajajo nobena pravila, ravno to je pač zdaj nekako dobro v življenju, da je vse zelo nepredvidljivo. Potem pa enih par točk lahko omenim iz teh, kot 10 zapovedi so naredili v tem stilu. Oni potem pravi, da je njihova umetnost častna, se pravi, da ni brezčasna, da ne priznajo večnosti. Potem, da Pata realisti so noseči z rodovitnostjo, s plodnostjo, es un embarazo muy largo, exigimos una pensión, pravijo. Potem pravi, da so oni zelo francos, verjamejo, Pata realismo es franco, no franco con majúscula, sino franco con minúscula. Čeprav je bil tudi Franco, general Franco, un poco Pata real. V glavnem, vsem so zelo ekstremistični, no, in pravi, da pač imajo tudi svobodo pri tem svojem ustvarjanju, da naredijo vse, kar jih piči. V glavnem, če se povrnem malo na te splošne stvari, no, Antonio Rivero pravi, da je v bistvu v Španiji poezija kar sicer manjšinski žanr kot povsod, ampak precej prisotna in da ima svojo publiko, ki bere poezijo, ki tudi kupuje poezijo in pravi, da pač s tem ima izkušnje tudi zato, ker je nekoč bil knjigotržec in ve, da so pač ljudje prihajali in kupovali. Potem pa imamo tudi, kar je zanimivo, kar nekaj institucij, ki podpirajo pač pesnike, mlade pesnike in tudi ne tako mlade pesnike s štipendijami, z nagradami in z raznimi temi ustvarjalnimi štipendijami za rezidence. Naprimer, in zelo zanimivo je, da ena od njih je tudi ta v Madridu, imenuje se Residencia de Estudiantes, ki je bila ustanovljena, ta ustanova že leta 1910 in je delovala kot nekakšen literarno-znanstveni salon, zaradi tega, ker se jim je zdelo pomembno, da pač ne spodbuja samo umetnosti, ampak tudi povezavo umetnosti z znanostjo. In kot zanimivost naj vam povem, no, da na pobudo pač 2 institucij, civilnih institucij, so bili obiskovalci tega salona, tudi Albert Einstein, naprimer Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, Bergson, Le Corbusier. Zdaj pa, naprimer, obstaja pa v Kordovi tudi ena fundacija, Antonio Gala, ki pa tudi podeljuje rezidenčne, te ustvarjalne štipendije, ampak vsem ustvarjalcem nasploh. No, to se mi zdelo v Španiji, no, kar sem jaz videla,
zelo prisotno, da pač se ne omejijo samo na en žanr ustvarjalnosti, ampak da to skušajo spodbujati čim bolj nekako skupinsko, da se eni bogatijo od drugih. No. V glavnem ta fundacija Gala se imenuje po pisatelju Antoniju Gali, ki je pač promoviral nekako svobodo v ustvarjanju. In to pomeni, da tukaj to je namenjeno samo mladim ustvarjalcem od 18 do 25 let in tam pač prebivajo skupaj pesniki, pisatelji, kiparji, slikarji in tako dalje, glasbeniki in sobivajo tam in se potem pač nekako to svojo ustvarjalnost tudi se pretaka iz enega na drugega, se to izmenjujejo ideje. No. Potem pa, kar zadeva pa tudi, naprimer, estetiko in tokove, pa velja, da so pač zelo različni, tudi pri enem samem pesniku opazimo lahko več registrov, kar je zelo dobro, no, da pač je tukaj neka taka pestrost prisotna. Pa tudi, naprimer, tudi mladi se vračajo k sonetu, naprimer, niso tudi samo zavezali te prosti formi. Tematike so pa zelo različne, ne? Seveda zdaj se svet vedno bolj odpira, zato so tudi tematike bolj raznolike, ne tako pač obrnjene samo v neko nacionalno okolje in tudi povezave, no, kot sem jaz spraševala, so rekli, da so še kar močne, vendar predvsem potujejo zaenkrat še knjige, ne toliko pesniki, no. Je pa, naprimer, se mi zdi v Mehiki, ne, tudi so zelo močni te pesniški festivali, no. In tudi, kot veste, verjetno, ne, tudi 2 Nobelovi nagradi za poezijo od 3 v Latinski Ameriki sta prišli v roke Mehičanov, ne Pablo Neruda pa Octavio Paz. Eden od novejših pojavov je pa tudi močna ženska poezija v Španiji, no, kar pa se nekako pojavilo kot protiutež temu mačizmu, ki je prej vladal v njej. In ženske nekako se tako malo feministično združujejo in ne pustijo moških zraven na svoje nekakšne festivale, izdajo svoje ženske publikacije. Kar pa zadeva založnike, no, so pa tudi nekateri Stanjada povedala, ki podpirajo tudi mlade, take še neuveljavljene pesnike, no. In tudi nekatere revije, naprimer Anafora iz Asturias, Estación Poesía iz Sevilje in tako dalje. Se pravi, da je poezija pravzaprav kar dobro pokrita tam. Ja, precej se mi zdi, da je zastopana. Ni nekako v zatonu. Se tudi da, recimo, preživeti kot, ne vem, samostojni ustvarjalec? Ja, dobro, da še kaj drugega zraven počneš. Ja, to je ponavadi. Naprimer, ta Antonio Rivera Taravilla šele zdaj je pač samostojen ustvarjalec, prej je pač bil še knjigotržec, kot sem rekla. Vendar tudi poleg pač pesnikovanja piše še članke za časopise in revije, poučuje na faksu, da si zagotovi neko normalno eksistenco, oziroma da lahko funkcionira kot pesnik, tako kot... Ja, kaj pa drugi imate kaj, tudi verjetno kaj pogleda v to, kaj se dogaja, ne, recimo pa Latinska Amerika, pa tako? Ja, no, jaz sicer ne poznam natančno, sploh ne poznam trga natančno, recimo južnoameriškega, ampak vsaj po teh stikih, kar jih ohranjamo, recimo z Buenos Aireškimi založbami, če smo kdaj tam objavili, so mi povedali, da v resnici je to, kako bi rekel, bolj delo ad honorem, recimo, biti pesnik in si lahko zadovoljen, če ti kakšna založba sploh to objavi. Kako bi rekel, to je normalno življenje si moraš zagotoviti po drugih kanalih. Sicer pa to recimo, saj za, kar se tiče Argentine, kako bi rekel, ni ena posebnost, ker tudi recimo predavatelji filozofije ponavadi tudi opravljajo druge naloge, zato da se preživljajo. Se ne preživljajo izključno s predavanjem filozofije, recimo.
Naj sam pod anekdoto povem, recimo, da sem pred kratkim se dopisoval z eno staro prijateljico, ki si jo 40 let se nisva videla, pa je bila vsa presenečena, ko sem ji povedal, da v Sloveniji mi plačujejo za to, da prevedem pesem. To je, kako bi rekel, nepredstavljivo v resnici, no, to je res izjema. Da bi lahko človek z samim pesništvom, recimo, ali pa s pisanjem se preživljal. Seveda govorimo o kakovosti književnosti ali literaturi, ne govorimo o rumenem tisku in tako dalje. Jaz mislim, da ponavadi ti, ki se ukvarjajo s pisanjem, so hkrati še ali profesori na faksu, ali pa novinari, ali pa igravci, to se pa imajo druge dejavnosti, s katerimi se preživljajo. Tudi založbe kot takšne, recimo, ne vem, poznam eno založnico Hulja Sračo, po imenu, recimo, ona precej slovenske književnosti objavlja. To je ena založba, kjer oni se ne preživljajo s to založbo. Ona ima, kako bi rekel, usporedno druge komercialne dejavnosti, recimo, za to, da se preživi, ne. Je pa vesela že sam s tem, da dobi, recimo, podporo za izdajo kakšne knjige. In potem ta podpora gre v tisk in tako dalje. Ampak to je samo en drobcen primer, recimo, za 12 milijonski ali 17 milijonski Buenos Aires. Kaj še recimo za celo Južno Ameriko. Ja, hvala lepa. Mogoče bi jaz še to dodala. Mi, ko govorimo pač o španskem govornem prostoru, nekako govorimo, se mi zdi tako zelo, bi rekla, monolitno, ne. Španija v bistvu, ne, pač je res, torej, v njej so obstajajo različne poetike, tako kot pač povsod, ne. Ampak bi celo rekla, jaz pač hodim malo po teh knjižnih sejmih in moram reči, da bi videla kakšno založbo, ki prodaja ali pa ki pač nekako promovira poezijo, mislim, da je nisem videla, ne. Videla sem precej v bistvu teh založb, ki izdajajo uspešnice, predvsem so seveda to zdaj veliki konglomerati, ne, se pravi zelo velika podjetja, mednarodna podjetja, ne. Zelo malo pa je teh majhnih založb, ne, tako da v bistvu tudi v Španiji je tako, kot pač povsod ta trend, ne, da so v bistvu te velike založniške hiše kupile manjše in da seveda na tak način tudi nekako ta ponudba, ne, knjig pač postaja tudi malo bolj, bi rekla, monolitna, no. Hkrati pa v bistvu obstaja veliko manjših založb, ne, ki pač nekako, kot si rekel, ne zahulijo, ne, ravno se nekako, torej skušajo nekako obstati, ne. Niso seveda tržno zanimive, ampak imajo pa vseeno svoje pač bralce, ne. Ampak govorimo v bistvu o španski literaturi, moramo govoriti tudi o mladinski književnosti, moramo govoriti o zelo močni, se mi zdi, gejevski sceni, vsaj moj vtis je tak, no, da je zelo močna, a ne, in tudi mladinska književnost je zelo močna. Tudi poezija je zelo močna, mladinska, ne. Se pravi, pravzaprav je po svoje podobno kot pri nas, ne, recimo večje založbe, ne, ki se morajo tudi same v glavnem precej financirati, ne, pač imajo precej močen tudi ta program uspešnic, pa to, ne, medtem ko te manjše, je pa najbolj podobno kot tudi v Sloveniji, da so recimo potem lahko tudi bolj akademske ali pa recimo take, da se ukvarjajo s kakšnimi klasiki in tako, ne, najbolj je to ta isti vzorec, kar nasplošno po svetu. Pa bi me zanimalo, no, kar se tiče teh klasikov, recimo, če pogledamo konkretno prevode iz slovenščine, ne, ker omenjeno je bilo to, da recimo ta gospa Hulja, ne, da recimo izdaja veliko tudi slovensko književnost. Pa me zanima, kako pa je pravzaprav s tem interesom za slovensko književnost v teh deželah konkretno. Recimo se kdaj zgodi, da bi, ne vem, recimo sama založba kontaktirala kakšnega prevajalca ali recimo prevajalec sam kontaktira založbo, pa pač ponudi neke tekste, ki bi bili zanimivi. Kako recimo to poteka v praksi, to objavljanje del, recimo prevodnih del iz slovenščine? Naj samo za,
ker ste jih sprožili to temo, povem samo eno anekdoto. Mi smo za Buenos Aires smo ponujali eni, kako bi rekel, srednje pomembni založbi skoraj 2 leti, eno antologijo slovenskih pesnikov. In smo si, to se pravi, jaz sem bil samo posrednik, recimo, no, pošiljal sem maile, pa dobil odgovor, pa spet prevajal v slovenščino, pa tako dalje. In seveda vsakeč je bilo, naj še malo počakamo, pa to, pa ono in tretjo, in vse skupaj se je vleklo 2 leti. Potem je pa Brane Mozetič, ki se še posebej posveča promociji slovenske književnosti na tujem, enkrat se odpeljal v Buenos Aires in po naključju se srečal s to gospo, Julio Saraču, to je ena, naj si predstavljamo si, da Buenos Aires ima 17 milijonov ljudi in potem nastanejo različni literarni krožki. Ni tako, da recimo, da bi človek rekel, kdo je pa najpomembnejši pesnik v Buenos Airesu. Ne, za določene skupine so najpomembnejši pesniki te pa te, na drugi skupini te in oni. To se pravi, je to prevelika populacija, da bi človek lahko vse skupaj zreduciral na 5 prstov, recimo, ali pa ne. Dobro, ta gospa recimo imela svojo založbo in svoj krog teh, kako bi rekel, ljudi in bralcev, ki so jih sledili. In Brane Mozetič je ponudil to antologijo. Po naključju, ali ne vem, naključju zvezd, se mi zdi, da se je takrat zelo zahajal v Buenos Aires Žižek. In ona mi je povedala, da ko so oni izdali knjigo z naslovom Poezija Slovena kontemporanja, je tista izdaja zginila v trenutku. Ker vsak je povezal, aha, Žižek, in to so hodili povedati, kakšne pesnike pišejo v deželi, kjer se je Žižek rodil. In od takrat naprej je potem to se nadaljevalo. Ona je pa seveda, spet eno drugo naključje, daljna potomka Slovencev, sicer z Primorskega doma, ki se je kasneje že kot odrasla oseba naučila slovensko. No? Ampak je polkrat naenkrat recimo tista založba, ki se je toliko časa mutila, če to bomo domače povemo, ni uvidela te možnosti, recimo, da bomo mogoče že sam naslov Poezija Slovena takoj, kako bi rekel, zelo privlačen bil za trg bralcev. In to so taka, kako bi rekel, ekstraliterarne spodbude za to, da kar naenkrat slovenska poezija se bere v Buenos Airesu. Ja, to pa res, ker najbrž še drugače, recimo, če ne bi bilo ravno Žižka, jaz dvomim, da bi recimo pač ta poezija Slovena, ki je posebej dosti pomenila tam ljudem, ampak to je bilo pa res srečno naključje. Povedala, da je vse razprodala, totalno. Super. A so šli potem v ponatis? Ne, začeli so tiskati potem druge in samostojne pesnike. Ja. Kaj je pa to rekel, ne? Ja, seveda, absolutno. Vse to sem jaz hotela si dodati, da v resnici mi zdi, da je najbolj zanimivo ali pa najbolj je, če založba sama izrazi interes. Meni se je to zgodilo recimo s Pahorjem, ki je išel pri anagrami in mislim, jaz sem bila, ko me je klicala, urednica sem bila čisto v šoku, zato ker, ne vem, da te kliče, ne vem, ena taka založba, kot je anagrama, mislim, vsi pač, ko študirate španščino, veste, o čem govorim, To je tako, kot bi te poklical, ne vem, Bog pa bi rekel živijo, jaz sem, mislim, meni je bilo to kar, res, nekaj najbolj nepredstavljivega. Pa tisti čas sem pa ravno prevajala enega Pitola in je bil ravno ta urednik, ki je bil pri meni podpisan na pogodbi, v bistvu se je pojavil v tisti knjigi, noter. In mi je bilo tako vse, ta prehajanje v literaturo in resničnost me je čisto šokiralo, Ampak v bistvu tudi oni so potem največ v bistvu naredili na promociji knjige, Ker pač je šla pri taki založbi, potem so oni Pahorja tudi povabili v Madrid, kar je šel pač on pri anagrami, smo imeli tudi še v nacionalki predstavitev in skratka, mislim, celkom se je v resnici s to knjigo dogajalo, bilo je veliko recenzij in tako naprej, Tega recimo te manjše založbe nikoli pravzaprav ne morejo doseči, Pa nič hudega, Oni pokrivajo pa druge segmente, ki so pa ravno tako pomembni za to, da pravzaprav nekako ta knjižni trg obstaja, Vse to je vedno, Ja, s tem sem pa hotela še vprašati nekaj Lauro, v zvezi s tem, ki pa je tudi prav v navezi z nekim
španskim traduktologom, ki se prav ukvarja recimo s prevajanjem v španščino in pač najbrž potem tudi s plasiranjem te književnosti, ne, recimo pač z njenim recimo distribuiranjem ali pa populariziranjem. Tako da bi te lahko prosila, da še tega gospoda malo predstaviš, pa pač te njegove izsledke. Ja, v bistvu gre za neko tako navezo, ki je nastala tako, da so se s tem pravzaprav univerzitetni profesor na Univerzi La Laguni v Španiji, na otoku Tenerife, ki se mu pač srečala na izmenjavi, so se v bistvu našla nekako pač dva bralca poezije, recimo kar precej strastno iz njegovega stališča, ki to počne že v bistvu 30 let. In on v bistvu vodi na univerzi neko tako prevajalsko delavnico, nekakšni taki prevajalski torkovci so v bistvu se dobivajo vsak torek popoldne in sicer gre za skupino različnih univerzitetnih profesorjev, v smislu filologov iz različnih jezikov, se sestajajo vsak torek in si pač izberejo po večini pesnike različnih svetovnih jezikov in jih pač potem prevajajo v španščino. In tako je v bistvu nastala neka taka naveza, to sem hotela reči, v bistvu pač slovenščina in slovenska poezija je bila za njih nekaj dosti eksotičnega, mi smo za njih res majhni. In dosti neznani razen mogoče že omenjenih imen, pravzaprav pa glede na to, koliko je naša kulturna tradicija vezana na poezijo, imamo pa tukaj kar velik svet. In je pa to za njih kar veliko odkritje, tako da smo se nekako glede na okoliščine, to da pač študiram tukaj in da se ne moram vsak torek dobivati s celotno skupino, so se odločila, da pač bo prevajala v tandemu in sicer avtor je zaenkrat, slovenski avtor je 20. stoletja rojnih tam nekje do 60 let in so v bistvu tudi letos poleti pripravila kar nek tak bilten izhaja v okviru njihove prevajalske delavnice, se ga vam sabo odločila tam lahko okrog. In je tak izbor, recimo, 13 teh naših slovenskih pesnikov, recimo po ena pesem Zajca, Strniše, Koviča, Grafenauerja, Svetlane Makarovič, Tauferja, Ostija, Lesiha, Novaka, tudi ena Šalamun, Dekleva, Kocbek in tako naprej. To je neka taka, ostala kot neka taka osnova za neko antologijo, ki bi šla v bližnji prihodnosti monografsko. Je pa zanimivo pri tej delavnici to, da v bistvu oni vsake toliko časa zamenjajo jezik in povabijo predvsem kakšne Erasmus študente med svoje vrste, ki pač so pač materni govorci in jim pomagajo na ta način, da pesem iz maternega jezika prevedejo, kakor se da dobesedno, potem pa na tej delavnici nekako to obdelajo metrično. In sicer so se odločili za en princip kombiniranja lihih verzov, ki jim pomaga, da pravzaprav pesem oziroma verz daje signal, da je verz, da ni navadna vrstica. Zdaj, ta kombinacija lihih verzov ima pravzaprav korenine tudi v španski tradiciji, recimo že če pogledamo kakšne tele lire so imele 7 pa 11 slogov na verz, a ne? In tudi ta princip se je dosti uveljavil v sodobni španski poeziji, ki deluje nekako kot nek polprosti verz in sicer pač zato, da nekaj skupaj pesem drži, da daje ta signal in v bistvu pa deluje zelo kot neka taka rahla, moderna vezava. Pri nas smo pač to delali drugače, tako da zdaj mogoče ni med jasno, kaj bojo naredili, ko bojo neko pesem dobili v roke v tujem jeziku, ko jo bojo pretapljali v španščino, kaj bojo naredili, da bo pesem skupaj držala, da bo funkcionirala kot pesem. To so si oni vzeli kot neko podlago, zato da do tega učinka pridejo. Jaz pa mogoče zdaj malo o tem razmišljam, kako pa ta princip obrniti, kako pa v bistvu to narediti v slovenščini, da bi ta pesem bila vseeno rahlo zvezana, da bi že zmer funkcionirala kot pesem. Kako ta princip v bistvu v slovenščino spraviti pa je kar, recimo, komplicirana zadeva. Se pravi, če jaz prav razumem, oni pravzaprav
ne poskušajo poustvariti tega, kar je recimo tega metruma, pa to, ki je recimo Rim in tako naprej, ki so v izvirniku, ampak to pravzaprav nekako presadijo v ta svoj sistem poezije, v svoj sistem pesniškega izražanja. Ja, ideja je pač ta, da tistih sredstev, ki jih uporablja izvirnik, ko jih ne moreš v bistvu v prevodu poustvariti na identičen način, da jih pač z nekim drugim sredstvom, ki funkcionira. Zdaj, pač njihova metrika nekako se bolj opira, mi imamo bolj ta toničen princip, seveda je silabotoničen, ampak bolj toničen, oni pa bolj silabičen. In za njih bo to štetje zlogov in bo prej aktivirali pač posluh, pesniški. Zato gre. Zdaj, če gre za kakšno pesem, ki izrazito gradi na kakšnih drugih sredstvih, recimo novatopoje in tako naprej, bojo seveda temu sledili, seveda tudi na pomen gledajo, no? Ampak pač gre v osnovi za to, da mi je dal v bistvu eno tako lepo podobo. Recimo uro, ki jo imaš, ima mehanizem in pač po njemu funkcionira, pri prevajanju pa narediš tako, da to uro razstaviš in jo na novo sestaviš tako, da funkcionira. Se včasih ti mogoče ostanejo kakšni boleščki zunaj, ampak če uro obrneš, pa dela tudi v redu. Tako da nekako po tem smislu. Aha. Ker to je, se mi zdi zanimivo, ker recimo v slovenščini se mi zdi, da se nekako zelo prizadevamo ponavadi ohraniti te, recimo tudi te formalne prvine, dobro, seveda nam pač ne moremo zmeriti, recimo pri kakšnih teh klasičnih jezikih, pri latinični pa grščini, seveda mi ne delamo, recimo, heksametrov in tako naprej, tako kot so jih oni, ki so pač upoštevali dolžine in kračine, mi pač upoštevamo akcente, spravi poudarjene in nepoudarjene zloge. Ampak vem pa, da recimo tudi Rusi tudi tako dost prikravajo recimo te prevodne pesmi svojim konvencijam, tako da oni grejo ravno obratno smer, kot bi pričakovali, namreč tudi če dobijo pesem, ki je pravzaprav v prostem verzu, je menda velikokrat prevedejo tako, da se drži skupaj z vsemi metrumi in rimami in tako naprej, tako da ja, tukaj se potem res postavi to vprašanje, mislim, to je potem res precejšnji izziv tako predelati stvar, Pa bi mogoče še vprašala, to si zdaj omenila, da gre tukaj za avtorje 20. stoletja, kako pa je s prevajanjem klasikov? A to, recimo, pač ne vem, kako je kakšen dobro Shakespeare, ampak tudi kakšni drugi avtorji, recimo, ki so mogoče manj znameniti, ampak vse pač del kanona. Mislim, oni se pravzaprav te prevajalske delavnice zelo ukvarjajo s klasiki. Mislim, da zdaj pripravljajo eno antologijo angleške metafizične poezije. Tako da pač to ne gre samo za sodobne avtorje, seveda. Drugače pa ne vem, sem tudi slišala za eno anekdoto ravno iz te prevajalske delavnice. Prevedeli so en izbor iz Valerijevih zvezkov. In se je ponudila eni tako dost veliki uspešni založbi Galaxij Gutenberg in se je založnik zelo bal, da pravzaprav ta knjiga ne bo dost prodajala, ker je pravzaprav smešno, če govorimo o takem avtorju, kot je Valerij. Ampak potem se je jasno zgodilo, da so to knjigo na veliko razprodali. Tako da, ampak v osnovi se v bistvu tudi njihovo neko tako vodilo je, da vsak prevod, ki se naredi, in se znana zadeva, je pravzaprav novo branje. In oni tudi, ko prevajajo, si pač prinesejo vse obstoječe prevode, pogledajo, kaj so naredili drugi, mislim, jasno, da se pa odločijo za neko svojo varianto, ampak ja, gre pač za neko novo branje in jasno, da tukaj tudi klasiki potem pridejo zraven, take imajo v bistvu še najrajši. Pa vam potem poveč, recimo prevodov, ker pri nas, ko smo pač tako mehni, smo ponavadi zelo varčni glede tega, a se recimo lotimo še enkrat prevesti eno delo, ki je že bilo prevedeno, ali bi mogoče rajši pač te energije usmerili v eno od neštetih del, ki še niso bile prevedene v slovenščino. Tukaj pa domnevam, da tudi najbrž mogoče v usporedno ali pa v dosti kratkem času najbrž tudi nastane več prevodov. Jaz sem imela ta občutek, da ja. Da pač je tukaj res
ta razlika, da je govorno področje veliko večje in da če v Španiji zdaj izide nek prevod, kaj pa jaz vem, pa tudi recimo Shakespearea, če smo ga želeli imeti, pač to nima kaj dost, pač ni to dost, ne vem, povezano pa s kakšno južnoameriško državo, da pač to predvidevam, da si potem naredijo svoj prevod, verjamem pa, da obstajajo, ne vem, kakšne metrične verzije božanske komedije, ki so bolj ali manj standardizirane. Pač nekih teh prevodov velikih verjetno obstajajo. No, ampak ja, najbolj, da je ta razlika, da je pač veliko večje področje kot prvenstvo, da se to pač malo prevaja. Ne vem, če samo me glede povem, recimo, jaz mislim, da je špansko govoreči svet zaradi samega števila populacije, je v stražanski prednosti pred nami. Recimo, ne vem, moja srednja šola recimo bila klasična gimnazija in takrat tam smo obrali različne klasične avtorje in profesor ti je točno povedal, kateri prevod bomo pa mi sledili. Ali pa recimo na filozofiji ni nič posebnega, ti boš poslušal Nietzsche, ampak ti on pove, jaz bom pa sledil temu in temu prevajalcu. Ali pa temu in temu prevajalcu Hegla, ali pa temu in temu prevajalcu Freuda. Za Freuda je že, ne vem, v mojih časih so bili 3 različni prevodi celotnega Freudovega opusa. No? Tako da, ko sem jaz prišel v Slovenijo, je bilo zame malo kar šokantno recimo, ne, da Interpretación de los sueños, kaj to razlaga san, recimo Freuda, ki je nastala v letu 1900, 450 km od tukaj, ne, smo v Slovenijo dobili leta 2000. So smo eno stoletje kasneje. V Buenos Airesu so pa že, kako bi rekel, 3 različne verzije celotnega Freudovega opusa. Že, ampak seveda, trg je ogromen, ne, in si založba lahko privošči, da ima tudi prevajalce na določenih tekstih, ki mogoče zahtevajo 10 let dela. Ne. To se pravi, ena založba ne troši denarja, recimo, če nek prevajalec za Aristotelovo metafiziko zapravi 10 let. Ker ima pol 500 milijonov bralcev, ne, in ta knjiga bo tako prišla v trg. Za Slovenijo je pa to veliko bolj riskantno. Ne. Ja, seveda, in tudi, recimo, seveda po eni strani je toliko manj bralcev, ne, po drugi strani pa tudi prevajalcev pravzaprav toliko manj, ne, takih, ki so recimo zmožni in ki so tudi voljni to narediti. Tako da pri nas, ja, recimo mi imamo precejšnje delavnice, mislim, v primerjavi tudi recimo z drugimi južnoslovanskimi jeziki, ne, recimo vem, da obstajajo vse mogoče, recimo konkretno za antično književnost, ne, recimo obstajajo že kar dolgo razni prevodi v srbščino, hrvaščino, ne, medtem ko se pri nas to zdaj polni ta bela lisa pač v zadnjih recimo desetletjih, ko je četali več tudi diplomantov, ne, iz teh jezikov, ampak imamo že vseeno ogromne bele lise. Se mogoče bi se tudi tukaj na nekaj navezala. Kaj so pa, recimo, kaj so kakšna taka temeljna dela, ki jih po vašem mnenju nimamo recimo v slovenščini, španska dela, ki jih nimamo v slovenščini, pa bi bilo skoraj nujno, da bi bila? Ja, mislim, baročna poezija, ne? Mislim, to, kar je itak, ne samo v bistvu, da je temelj, recimo, španske poezije, ne? Ampak je v bistvu pomembno tudi zaradi nas, mislim, za nas je pomembno zaradi Prešerna, ne? Recimo, te stvari, ki so pač za nas ključne, ne, jih nimamo, ne? Ne? In to je v bistvu dobre 200 leti, mislim, krasna poezija, recimo, ne? Če začnemo sam s tem, ne? Verjetno bi naštevali lahko cel popoldne zdaj, ne? Včeraj pa še vse verjetno. Ja, to je najbrž tudi res zelo odvisno od tega, pač kdo se recimo trenutno ukvarja s prevajanjem, ne? Kaj se izbere. Ampak je spet isti problem, ja, ker v naši knjižnici imamo zdaj glih razstavo o Terezi Avilske in spada v Siglo de Oro Španjol. In ko smo pripravili razstavo, sem glih bral en tvoj članek, recimo, kaj imamo Slovenci od te zlate dobe, recimo, in kaj nima. Seveda, da potrebujemo veliko teh klasičnih avtorjev prevedenih v slovenščini, ampak hkrati je pa težava ta, kdo je toliko spreten, da bo to lahko prelil v slovenski jezik, ne? Pa koliko imamo zainteresiranih bralcev, ki bodo te knjige brali. To je, na obeh straneh imamo težave.
čist števila populacije se mi zdi, velikosti naroda. Ja, seveda. Jaz sem tu srednja, no, jaz sem zelo pogrešala, ko sem prišla na prvi letnik, pa sem se srečala z Gongoro v španščini, pa sem ugotovila, da pravzaprav nimamo še izbora. Ampak zato pa pač, kot je gospod Pavlo, vsi ostali, je treba izumiti jezik. In mogoče pač bi rabili res nekoga, ki bo toliko senzibilen, da bo vedel, skozi katerega pesnika mogoče prevajati ali pa si s tem vsaj pomagati, zato da bo Gongorov jezik zafunkcioniral v slovenščini. Ne vem, ena izmed stvari, ki me je tudi strašno navdušila v naboru v španski poeziji od Jorge Manrique, Coplas al amor de su padre. To se mi zdi, da je ena taka krasna pesnitev, ampak zelo zahtevna tudi za prevest. Pa mogoče sem zasledila še enega španskega pesnika, ki spada v bistvu v povojno obdobje, pa je za španski prostor bil kar pomemben, pa ga pri nas se mi zdi, da razen o enem revijalni objavi Berberjevem prevodu še nimamo, ki pa José Ángel Valente. Tako mogoče. No, za José Ángela Valente je že pripravila založba Logos prevod. Valente, ja. On spada v te Poetas Metafísicos. Ja. To pripravlja, sem povedal. Ampak glih zaradi tega zlate dobe Siglo de Oro, naj povem samo zanimivost, kot je povedala Barbara tukaj, da je tudi za nas pomembno. Glih v zvezi s Terezijo Avilsko se spomnil tega soneta No me mueve mi Dios para quererte. To je tak sonet, ki ga praktično vsak srednješolca pa osnovnošolc v špansko govorečih državah vsaj prvi vers pozna. In seveda pripisovali so ga tudi Tereziji Avilski. Pa smo malo raziskovali, smo iskali slovenski prevod in naleteli smo na to, da mi smo, to se pravi, pri slovenskih smo upravili ta prevod preko latinščine. Preko enih latinskih himen, ki se imenujejo Suspiria od Xaverija in en jezuit Basar je naredil prevod iz tega, to se pravi, tega latinske verzije, ki pa je v resnici že, namesto da je bil sonet, je že himna. Potem smo izvedeli, da je tudi Castells že enkrat poskušal to prevajati. Pol v Buenos Airesu sta išla dva prevoda od tega slovitega soneta, ki po 300 letih še ne vedo, kdo je v resnici s pesmim. Ampak hočem reči, že za naš prostor je bil že takrat pomemben ta sonet. Pa še naj dodam, da je Jože Povačnik, ta strokovnjak, meni grede v eni opombi zapisal, da je prevod tega soneta prva slovenska verzija sploh kakšnega soneta v slovenskem jeziku. Ni to še dokončno gotovljeno, zato ker sem vprašanje zdaj podal naprej Borisu Novaku, ki pravi, da bo raziskal natančno. Ampak dobesedno tako napiše Povačnik. Prevod tega soneta je prvič sonetna oblika v slovenščini. Čeprav seveda ni točno oblika po formatu, je morda glih po vsebini. To se pravi, da se zastavi problem in se pol razplete v zadnjih verzih, recimo. Ampak to se pravi, da španski zlati vek, čeprav je španska vas, ima, kako bi rekel, zelo konkretne povezave z nastajanjem naše književnosti. To so bolj tako anekdotko. Vse tudi te romance, recimo, ki jih je Vras pač prevajal, jaz mislim, da je on sicer imel veliko težav zaradi tega, ker je v bistvu pač njegov dialekt bil očitno zelo prepišen in tako, in potem, ko sem šla pogledati, se mi je zdel zelo zanimiv, kako v resnici danes tega sploh ne čutimo, kot ni nekega sonanco, ne nič, ampak se mi zdi, da pač tudi to v bistvu pač sovpada s Prešernovim pismanjem, s njegovim časom in tako, skratka, te stvari so bile, mislim, aktualne, ne nazadnje pač prevod je pri nas res zelo, zelo pomemben, zraven. Za formiranje slovenske književnosti govorimo o tem, to seveda ni moja misel, to je misel gospe Marje Stanovnik, ki tam sedi, tako da mislim, da je to treba vedno znova pač poudariti, da je to res zelo, zelo pomembno, Tudi pač pri španski književnosti, ki je pa seveda mogoče mi danes gledamo kot neko eksotiko in tako, ampak v resnici so bili pač, mislim, v 19. stoletju v bistvu niso bili to tako tuji avtori, Še zlasti ne recimo za Prešerna, Pri tem bi se pa še na to navezala.
Recimo, ko smo pa zdaj govorili o tem, kakšni so deziderati, recimo v tej prevodni poeziji iz španščine v slovenščino, kaj pa recimo v obratno smer? Recimo pač tukaj vidimo, da so se prevajali precej razni sodobni avtorji, recimo konkretna poezija. Kaj pa recimo ravno taki naši klasiki, kot je recimo Prešeren, da to, a je to bilo kaj prevajano, recimo ti starejši slovenski avtorji, a je zato kakšno zanimanje pri kakšni založbi? Ja, je, no to Pavla Boštika, to je tudi povezano z Argentino, pa s Julio, je. Zanimanje je, še posebej, odkar imamo slovenski lektorat v Argentini, in potem španščino študirajo tudi ljudje, ki niso potomci Slovencov, kar je zame pretresljivo zanimivo, ker sem se srečal z eno gospo, ki govori kar lepo tekoče slovensko, pa nima absolutno nobene povezave z slovanskim svetom in sem jo vprašal sploh, kako da je prišlo na misel, da študirate en jezik, ki ima komaj 1.800.000 govorcev, ker ne vem, če bi se jaz odločil za en tak jezik. No. Ona je sam povedala to, da želela je osvojiti en slovanski jezik. In ko je videla, da je nastal lektorat za slovenščino, in je potem nekaj prišla na obisk tukaj v Sloveniji, in ona zdaj prevaja Kozbeka in to se pravi res, to se pa se ti na ježi koža, rečeš. Pa sem jo uživo slišal govoriti o slovensko, to se pravi čudovito. In ista založnica, recimo Julija Saraču, njej se še posebno zdi zanimivo to, kar je tukaj kolegica povedala, kako je poezija močna v slovenskem narodu. In mislim, da je glih ta Julija Saraču pripravljen doktorat v povezavi s tem, kako je, če povem nekako, ne poznam točno naslov, ampak rojstvo naroda iz poezije, no? Kako so pesniki na našem področju spremljajo konstitucijo in rojstvo enega naroda in države. No? In ona zdaj sledi to v pesnikih, no? In recimo konkretno me prosila, če ji lahko približa Njenka, no? Recimo, ki pa je striktno klasičen pesnik, ne? Z vsemi rimami, verzemi in tako dalje. To je čisto naša klasična struktura. No? A potem si tudi Jenka prevajal? Se trudim še. Ampak še tudi Julija je tudi izdala Gregorčiča, za Aškača se zanima, zdaj v bistvu nekako, če bo sreča, bo v bistvu išla antologija slovenske domoljubne poezije, ampak to od začetka, se pravi do recimo, kdaj smo rešli, spomnim se točno letnice, s katero smo zamejili, ampak začeli smo pa na začetku, tako da to je res tak specifičen pač Julijin fokus, ampak v resnici tudi je, zame recimo je bilo zelo presenetljivo to, da v meddobjih ni bilo prej več objav. Namreč, ker vemo seveda, da pač je v Argentini zelo močna, torej zelo veliko izseljencev, in je zelo zanimivo, da v resnici oni nekako, da teh klasičnih avtorjev doslej niso tako prisotni, kot bi pričakovali, ali pa vsaj jaz bi pričakovala, mogoče, tako da se mi zdi, to je super, da se zdaj to dogaja, Ampak to ostane omejeno na Argentino, ali kaj zakrožiš po drugih državah, Latinska Amerika? Ne, njihova distribucija niti ni po celi Argentini. Res pa je, da recimo, da če je distribucija v Buenos Airesu, je že kar veliko, Ne, hoče reči, ker Buenos Aires zaradi zgodovinskega razvoja je praktično cela tretjina populacije živi v Buenos Airesu. Ker je to bilo glavno izvozno pristanišče in tudi v določenem trenutku zgodovine je samo Buenos Aires se na nek način osamosvojil od ostale Argentine, recimo, celo, da je Buenos Aires res ena taka, kako bi rekel, neuravnovešena situacija Argentine. Tam je praktično večina populacije. To se pa oni ima pa mrežo v Buenos Airesu, recimo, ker to ni velika založba in ima tako, mogoče še v Cordobo, recimo, ali pa kakšno od teh velikih mest. Ne pokrivajo pa še celotnega teritorija. No, to bi tudi še mogoče vprašala nekaj, pač tiste, ki objavljate prevode. Me zanima, a se vam je tudi kdaj zgodilo, da ste za
kakšno slovensko založbo, ki je prevajala v španščino, recimo, ali je bilo to izključno za tuje založbe. Sprašujem zato, ker recimo, dobro, ena stvar je to, da pač velikokrat društvo pisateljev ne da naročilo za kakšen prevod, ali pa tudi recimo konec koncev, meni se je že zgodilo, da so mi pravzaprav pri eni slovenski založbi, pri založbi Miš, so bili zainteresirani za dvojezične izdaje raznih slovenskih avtorjev. Kako pa imate vi izkušnje s tem, ste tudi za slovenske založbe delali, predvsem za španske, za špansko govoreče, recimo? Tako leposlovje za odrasle sem prevajal recimo za društvo pisateljev. Ampak otroško književnost sem pa tudi za eno slovensko založbo, ki je pa želela to slovenske pravljičarje promovirati na tujem. In je potem pripravljala prevode v različnih jezikih, med katerimi je bila tudi španščina, recimo. Zgodba o enem petelinčku, recimo, pa to so čisto otroške zgodbe. Slikanice pa besedilo. Ja, se tega kar nekaj v Kobisu, ne? Čeprav je res namreč to me zanima, ne? Točno to, ne? Kako, v katerih sistemih pravzaprav delujejo pač španski prevodi, ne? In nekaj tudi teh založb, ki v bistvu so izdajali pač slovenske avtorje. Čeprav, verjetno, jaz ne vem, kako so bili te uspešni, no? Jaz bom tudi za nekaj sama poskušala, pa me tudi zanima, kako nam bo šlo, ne? To je v bistvu še eno področje, ki bomo še videli, kam bomo potipali zdaj, ne? Pa še mogoče tudi na druge, ne? Ja, ker zdaj itak v Španiji, kar se izdaja, ne, kar se na peninsuli izdaja, se izdaja v vseh jezikih, ne. Se pravi, izdaš v španščini, potem izdaš v euskeri, v galego pa v bistvu v katalonščini, ne. Ravno zato, da v bistvu je pač pokrita cela, ne. Tako recimo je tudi Lila Pravična in tako naprej, ne. Ja, to je res veliko potrezen sistem, kot pri nas, ne, če tako pogledaš. Čeprav mislim, da pa tudi, če sem prav poučena, no, so mi pa rekli, v bistvu ti distributerji, s katerimi sem govorila, da je v resnici zdaj z Argentino velik problem, ker namreč Argentina pa ima toliko lastne knjižne produkcije, da v bistvu sploh ne dovoli uvoza knjig, ne, tujih knjig. Se pravi, ne, ravno tudi z Julijo smo se nekaj na to temo pogovarjali, se pravi, to pomeni, da v bistvu pridejo poštevati samo e-knjige, ne, ker oni enostavno, trg je zaprt za, recimo, prevod slovenski, torej kakšnega španski prevod kakšnega slovenskega avtorja, ne, trenutno. Ne vem, če imaš ti. Ja, potem bi pa mogoče zdaj še kaj povedali o tem, kako recimo sploh poteka to prevajanje iz konkretno slovenščine v španščino, ne. Recimo, pač tako Pablo kot Barbara sta oba že veliko prevajala, spravi prozo in poezijo, ne. In mogoče bi me zanimalo, kako konkretno poteka to prevajanje. Recimo, čisto tako tehnično gledano, to je pač najbolj zanimivo za ljudi, ki se mi ukvarjajo s prevajanjem. Če recimo dobiš poezijo, ali je to takoj, pač tipkaš v računalnik, ali to najprej pišeš na list, pa črtaš, pa potem recimo delaš neke čistopise, pa tudi recimo, ne vem, a že takoj poskušaš vnesti noter vse te pesniške prvine, ali najprej narediš en tak bolj zasilen, bolj dobeseden tekst in ga potem friziraš in tako naprej. To bi me zanimalo, kakšne imate kaj izkušnje. Ne, to se pravi, slučajno sem se spomnil, da so zdaj Miklavžu Komelju podelili to Jenkovo nagrado. In ker smo imeli nekaj razstavo o Terezi Javilski, je bil naslov, da on sledi Ničeju in Terezi Javilski. Da piše s krvijo, jaz sem rekel, dobro, in potem sem pa pogledal in so ga vprašali, ali piše s kulijem, ali z nalivnim peresom, ali s svinčnikom, ali z računalnikom. Na to je pa on odgovoril, jaz pišem s krvijo, tako kot Niče pa Terezi Javilska. Dobro, prevajanje ni tako hudo. Tako bi jaz rekel, da odvisno zdaj, kakšna je pesem. So določene pesmi, ki človeka nagovorijo takoj, še posebej take, ki so prosti vers,
Pa človek takoj sliši, da kako naj bi to zvenelo v španščini. In potem morda že na sami knjigi si zapišeš določene verze ali pa počrtaš določene besede in tako dalje. Jaz mislim, da računalnik pride poštev samo, če bi se človek lotil kakšne dolge pesnitve in potem to, ampak računalnik samo zato, ker lažje potem brskaš po slovarjih, pa pogooglaš za kakšne zaloge. Ampak drugače se mi zdi, da ti pa ritem prevajanja ti ga napoveduje, ti ga vsiljuje pesem sama. Drugače je pa, če imaš pa, recimo, če prevajaš Jenka, recimo, ko je pa čisto ena klasična oblika in ti si možda se prizadevaš za to, da bi ohranil tudi eno določeno formo. Ker saj pri teh klasičnih pesmnikih se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ohrani forma, da sploh nekako spregovori tujemu bralcu. Ker drugače se res zelo veliko zgubi, se mi zdi, no? Saj pri nekaterih od teh pesnikov. No? Tam se mi zdi pa, da je najbolj pripravno to, da človek obdeluje s svinčnikom, ni druge možnosti. No? In da piliš, in da črtaš, in da si morda ta prvi izpišeš smiselno vsebino cele pesmi, ne? Potem pa začneš s prekladanjem, pa hiperbaton, pa to, in da to prekladaš besede, da jo čisto ne izmaličiš, ampak da bi se lahko tekoče bralo. No? Seveda potem mora miniti še vsaj 30 dni, da tisto spi in leži, in da potem, ko prebereš, se zgroziš ali pa si vesel, da ti je rad, no? Ker v resnici tako se dogaja. Ker najkrat ne prepoznaš svojega prevoda, pa rečeš, to je pa odlično. Ne? Včasih pa po 10 letih prebereš svoj prevod, pa rečeš, pa kako, kdo je pa to naredil, ne? Pa potem pa pogledaš, kdo je spodnji prevajalci, ti sami, takrat je bolj malo žal. Ja, to moram reči, pač jaz, kadar prevajam v slovenščino ali pa iz slovenščine, no, tudi to izkušnjo, da se mi zdi, da človek nekako bolj razmišlja, če zraven piše, no, in to mi je potem pripovedovala ena kolegica, da se morda celo neke nevrološke raziskave, da če fizično pišemo, da se pri tem sprožajo neke stvari v možganih, zaradi katerih ti možgani bolj funkcionirajo. Zdaj ne vem, mogoče znajo to bakterijo prenesti tudi na tipkanje, no, ampak jaz nisem še tako zelo napredna, no. Mogoče še kakšen utrink, kar se tiče tega prevajanja, načina prevajanja. Mogoče to, ne, da te kakšni avtori te, ali vsaj mene, no, me nagovorijo v bistvu, da jih berem v slovenščini, da jih slišam v španščini, ne. Mislim, pri kakšnih se to nikoli ne zgodi in pri tistih se potem res zelo mučaš, kaj prevajaš, pa nekaterih se pa to avtomatsko zgodi, ko pač bereš, ne. Ko jih bereš, imajo tak ritem, tak zven, da v bistvu ti pač jih bereš v španščini, ne. Jih bereš v slovenščini, pa hkrati jih bereš v španščini, ne. Jaz v bistvu velikokrat delam na računalnik tudi poezijo, no. Zato, ker se mi zdi, da seveda ne, te prevode, ki jih potem moraš prestavljati, pa šteti, pa to ne, ne. Ampak to pa, če recimo, če je pač poezija v prozi, to pa ja, zaradi tega, ker tako počas to delam, da v resnici mi zdi, da nekako bolj minuciozno vse skupaj izpade, če delam na računalnik, ker itak naredim en vers, recimo v pol ure, ne, mislim, mi pol gledam in razmišljam, aha, mi ni, ali pa pol spet naprej grem, ne. Tako da v bistvu v resnici grem zelo počas. Mentalno si že naredim en tako projekcijo, ne, pa v resnici pol delam na računalnik in tako pol še se popravim. Ja, seveda, ker to je pa res tako delo, ne, da človek zdaj pa ni zadovoljen. Ne, v resnici je to res grozen, ne. Ker pol tudi, kot je Pablo rekel, ne, kakšne prevode dejansko moraš prehmalo dati, ne. Tako da, ali pa tudi če jih ne daš prehmalo, ampak pol mogoče nekako nisi zadovoljen, tudi sam, ko jih pol bereš čez nekaj časa, ne. Ker mislim, da tudi kot prevajalec stalno rasteš, ne, stalno se razvijaš in tako in potem, jasno, te prvi prevodi mogoče niso takšni, kot so recimo tisti, ki si jih kasneje podpisal, ne. Čeprav je pa tudi zanimiv problem ta, da je včasih prevod še boljši kot izvirnik. Ne, pa to ne da bi se hvalil, to se pravi, da včasih jezik španščina dovoli določen, ko rekel, določen odtenk, ki se v slovenščini ne pojavi. In potem seveda dobro,
ta zvestoba do poezije, ali kako bi rekel do prevoda, ta zvestoba prevoda, no, včasih presega, kako bi rekel, zrcalno podobo in včasih tudi lepo, če izveni mogoče celo malo boljše. Mislim, da bi mogoče lahko prebrali kakšne svoje prevode, kakšne primere, no, tako prevodov iz slovenščine v španščino. Mogoče, zdaj iščemo, bi jaz sem še to dodala, da seveda, recimo, če veliko prevajaš, potem se ti včasih zgodi, da prevajaš kakšne tekste, ki niso najbolj na nivoju, ne? In pri teh se mi zdi, da je sploh prevod včasih veliko boljši kot izvirnik, ker seveda ti kot prevajalc pač se moraš potruditi tudi za tista prazna mesta, za katere se avtor ni potrudil, ne? In moram reči, da prej smo govorili o Gongori, Valeriju in tako naprej, tudi sami res vrhunski avtori, ne? Ampak seveda danes proliferirajo tudi avtori, ki niso tako vrhunski in se mi zdi, da tudi pri teh mora biti prevod v redu, ne? Ti si vada še nekaj. Jaz sem malo še nekaj, v bistvu meni se je dosti razgodilo, da pravzaprav sem se našla, ko sem prevajala, pač z isto stvarjo, ko sem že prej omenila in sicer, kar bomo govorili, z izumljanjem novega jezika, ne? In ko recimo, ko sem prevajala, sem morala pač dati nek glas, ki pa pač ni bil moj. In pol tudi pač, ki je zdaj ta meja, da nisi dal preveč sebe, da si pač nek ton znak, ki pač ni tvoj, ker če ne najbolj bi imel tudi vsi tvoji prevodi neko, ne, pa ni. Ja, se v nekaterih prevajalcih dejansko je tako, da ko beremo pač recimo karkoli že prevedo, ampak ko beremo točno rečemo, aha, to bo pa ta. In bil res, ne, tako. Je pa res, da mislim, da moraš avtorja nekako začutiti, mogoče čisto nagonsko, no. Z enim se pač bolj ujameš, tako kot s človekom, enim pač s katerim komuniciraš, no, z enim pa malo manj, tam se moraš bolj matrati, ne. Tako da, malo je pa tudi, seveda je velike praksa, ne, meni se dogajalo pa res skoraj prevajam poezije, ampak pa v romanih, da recimo tudi potem, ko prebiram, ne, svoj prevod, pa ga popravljam, tudi tam, ker se zdi vse v redu, nekako začutiš, da nekaj ni v redu in greš pogledati v original, ne, tako da to je tudi po mojem nek trening, ne, v tem. Je pa tako, da najprej tudi pač z enim si bližji, z enim ne to in nikoli ne prideš zraven, ne. Ja, sem mogoče mislim, da je fino, ne, da pač ovržemo malo ta nit o tem, ne, da je pač prevajalec neviden. Prevajalec ni neviden, ne. Vedno je v besedilu, ne, čeprav ga v bistvu nobena narratološka pač teorija ne pošteva, ne. Tako da to mislim, da je zelo pomembno pač poudariti, ne. Zato se mi zdi tudi recimo pamet to, no, ko je Pablo omenil, mislim, ne, da kako recimo poudarijo, no, recimo tega avtorja obravnavam pač po verziji tega in tega prevajalca, ne, ker se mi zdi, da se pri nas tudi pogosto dogaja, da vidiš nek tako zelo suvereno oceno enega literarnega dela, ki je bilo prevedeno v slovenščino in potem tako pišejo o tem jeziku, ne, da se res sprašuje še zdaj, a je to dejansko pač bilo recimo prevzeto, ne, iz nekih tujih recenzij, ali je to mogoče pač ta novinar, ne, kritik, dejansko bral ta prevod in je zdaj pravzaprav on ta prevod dejansko ocenjeval, ne avtorja samega. Ja, te distinkcije ni, ne. Ja, tako, ker ni te distinkcije, pardon, pri prevodu, ne, se pravi, to, kako si rekla, recenzija v bistvu recenzira prevod, jezikovno sredstvo, ki jih prevod pač uporablja. Hkrati se mi zdi pa v bistvu, da tudi pri prevodu, ko pa v bistvu ti ocenjuješ prevod, pa spet hkrati v bistvu upoštevaš avtorja, ne. Ker seveda jaz vedno rečem, ne vem, zame ni problem prevajati vrhunskega avtorja, zato ker to vzameš tekst in ga prevedeš dobesedno. Mislim, nič se spreminjaš. Problem je pri teh avtorjih, ki niso toliko vrhunski, vsaj moja izkušnja je taka, ne. In tam se jaz kot prevajalka veliko bolj namučam, ne. Ja, ker je spet veliko težje, da iz tega nekaj res, ne. Ker drugače se zdi že skoraj, zakaj sploh hočeš doseči s tem, da to prevajaš, ne. Ja, mogoče bi res zdaj še kaj prebrali, no, kakšno, recimo tisti sonet, ali 3 sonete, ali kako že. Ja, bom prebral en sonet, pa sem še tole, tisto, kar sem prej povedal, da prevod boljša rada ni moja iznajdba. Boris Novak me je opozoril, on je napisal 2 knjigi z naslovom Salto i Mortale.
in mi je sam poklical po telefonu in poslal en mail in rekel, nekje ti pohvalim. Potem pa je šel pogledat, pa on je opazil. Prevedel sem enega argentinskega pesnika, Hugo Mujica, ima zelo tako, kako bi rekel, asketsko poezijo, zelo golo, on pravi, da je zelo privlačen zato, ker je tako gola njegova poezija. Naslov njegove pesmi je Vida, La Vida, to o življenju govori in v določenem trenutku pravi tako o življenju, ne, La Vida, a veces en silencio llora y algo sagrado brilla en el mundo. En silencio reverberan las palabras. Moj slovenski prevod se je pa tako glasi, včasih življenje, ne, včasih tiho joče in nekaj svetega se sveti na svetu. Tiho se lesketa v besedah. In tale, nekaj svetega se sveti na svetu, to je nekaj, kar mi je slovenščina omogočila, to ni moja, to nisem nič skoval, to je jezik mi je omogočil, da je samo tukaj napisal, čeprav je originalni vers i algo sagrado brilla en el mundo lep, je prevodni vers in nekaj svetega se sveti na svetu še lepši. To pa bolj smo. Sicer pa on mogoče tudi parafrazira, Borges je bil isto prepričanje, da včasih prevod po nekem določenem naključju, ker v resnici mi prevajamo v en sistem. Ne prevajamo eno kodo z drugo kodo, prevajamo eno pesem, ki je nastala v enem sistemu, v en drug sistem, ne? In slučajno v tistem sistemu ta vers je možno povedati na tako lepo zveneči in hkrati smiselni način. Glede prevodov sem pa mislil mogoče samo pokazati, kako zveni en Capudrov sonet v španščini, čeprav žal jaz, ko poslušam v španščini, ni tako slavnostni, kako bi se rekel, tako vzvišeni, kot je Capudrov. Morda je to, da sem jaz preveč bral Martina Fiera, da sem že malo tako područil Martina Fiera. Sonet, to je iz te knjige 100 sonetov, prvi vers je v resnici en citat od Spinoza. Spinoza je, se ga poznate, filozof, ki je napisal Etiko more geometriko, to se pravi na geometričen način zgrajena etika. In v enem trenutku Spinoza pravi tako, ne jokati, ne tarnati, ne kleti. Recept so dali nam ti modrijani, ki v svetu so bili zaničevani in tujci v njem so morali živeti. Ne vem, kako naj se siromak brani, ki mu ves čas krivico je trpeti. Lahko da koža otrdi mu zleti, ko upanje za boljši svet si hrani. Morda pa sila se preganja silo in najde se orožje proti laži in dobra stvar dobila bo plačilo. Edino Bog, pravi Capuder, nas potolaži. On, ki nam dal jasno navodilo, nikar srca sovraštvom si ne umaži. Moja španska verzija se pa, to se pravi argentinska, kakorkoli že, se glasi takole. No llorar, no lamentar, no maldecir. Es la receta que nos dieron los sabios, que el mundo solo colmó de agravios y cual forasteros debieron vivir. No sé cómo se defiende el pobre que siempre debe sufrir lo injusto. Los años le dan un pellejo robusto mientras espera que el mundo mejore. ¿Acaso la fuerza vence la fuerza? ¿Acaso la fuerza vence la fuerza? ¿Acaso la fuerza vence y habrá un arma contra la mentira y lo bueno reciba lo que se merece? Solo Dios puede calmar nuestra ira. Él, cuyo claro mandato nos dice que el odio no te manche siquiera. Hvala lepa. Jaz imam pa pravzaprav v enih teh uredničkov sta išla dva soneta Kajeta Nakoviča z naslovom Dvogovor. Prvi sonet je, ga v bistvu govori prevajalec pesniku, no drugi, ki sem ga mislila pa prebrati, je pa
v obratni smeri, pesnik prevajalcev, ko smo pa želeli pri prevajalski debati. Takole gre. Kdo si, ki trkaš na odprta vrata? Naključni potnik? Radovedni gost? Te mikata drugačnost in novost? Ali o tebi tudi nekaj brata? Ta hiša ti je dana v uporabo. Tu južna luč, tam severna tema. Nastani se, kjer boš najbolj doma. Jaz bom kot hišni duh bedel nad tabo. Naj prva najdba te ne preslepi. Nikoli ni storjena zadnja pika v podzemeljskih delavnicah jezika. Zaupam ti, to je tvoj del poti. Od tu, kjer se je zdelo vse končano, odhajam s tabo spet na pot v neznano. Tocas la puerta abierta. ¿Tú quién eres? ¿Viajera occidental? ¿Huésped curioso? ¿Te seducen lo nuevo y lo distinto? ¿Existe en ti también algo de hermano? Esta casa te ha sido dada en uso. Sureña luz aquí, gris norte allá. Vive donde te sientas más en casa. Como un fantasma te vigilaré. Que tu primer hallazgo no te engañe. No se pone jamás punto final en los hondos talleres de la lengua. En ti creo. Es tu parte del camino. Nada estaba concluso. Ahora, de nuevo, voy de tu mano a lo desconocido. Ja, hvala ta pogovor. To je zelo znamenita pesem. Ne? Tudi mislim, da so slovenski prevajalci že pogosto razne njene delčke pravzaprav uporabljali za vse mogoče namene, tudi konec koncev tale naslov današnjega večera, ne, sem se jaz potem nekako odločila za ta vzljubljeni tujega jezika, ne, kar je pač iz prvega dela tega dvogovora, se pravi iz tistega, kar govori prevajalec pesniku. Ne. Tako, ko pravi, ne sem te vzela v tujega jezika, kjer nisi, dokler jaz ne rečem je. Ja, hvala lepa. Bi še Barbara mogoče? Ja, jaz bi pa kar prebrala eno pesem, ki je tudi bila na Prangerju, v tem zborniku je, ampak sem se z Jano Kuterle letos predvsem ukvarjala polet, sem prevajala, pa njene knjige še nima, pa bom kar to prebrala. Mali daljša, no, tako da upam, da bo predolga. Izdihni, ko izpustiš. Vdihni, ko sežeš, mi reče. Izdihni, ko se oprimeš. Vdihtem, masten, svetlični vonj poletja, fizikalca na busu, marihuano. Izdihnem 3x10 metrov neprebranih knjig, pešačenje po Antarktiki, vlečne pse, ki me ne bodo pripeljali nikamor. Vdihnem čudovito reklamno svetlobo z jesenskim listjem in lepotico v Renaultu, potem skušam izdihniti žensko in avto. Zakorakaj v virtualu, mi reče, in se usedi med nanodelce. Vdihni, izdihni. To je tvoj svet. Ti spolirani elektromagnetni impulzi, ki jim praviš glasba, in enakomerno odmerjeni kriki iz doma za upokojence pozno v noč. Dihaj. Vdih in izdih. Vdihni, ko sežeš, izdihni, ko izpustiš. Vdihnem bele tabletke. Letala. Besede ljudi, ki so se obdali z veliko tišine. Sani, naletavanje, vlečne pse. Lahko, da mi pridejo prav. Drobne impulze upanja, kot pornografijo v otroštvu. Odprto reže v neznane svetove. Vdihnem pa vsem naključne detajle, drobne gibe rok, zasuke glave in medmete, ki nimajo mesta v epskih romanih. Dim iz filma Razpoložena za ljubezen. Izdihnem in poslušam prasketanje v mreži, nedoumljivo pot informacij v tem nasičenem in praznem vesolju, brnenje nasproti v sebi. Vse je neponovljivo, ponovi vajo. Vdih in izdih. Expira cuando lo dejas. Inspira cuando lo alcanzas, me dice. Expira cuando te agarras. Inspiro un grasiento olor floral de verano.
obreros en autobús, marihuana. Expiro 3 por 10 metros de libros por leer, las marchas por el Antártico, los perros de trineo que no me llevarán a ninguna parte. Inspiro la maravillosa luz de anuncios con hojas otoñales y una guapa mujer en un Renault. Luego intento inspirar la mujer y el coche. Marcha a lo virtual, me dice. Siéntate entre las nanopartículas. Inspira, expira. Este es tu mundo. Estos impulsos electromagnéticos pulidos que denominas música y los gritos uniformes de la casa de los jubilados muy tarde en la noche. Respira. Inspiración y expiración. Inspira al alcanzarlo, expira al dejarlo. Inspiro las blancas pastillas, los aviones, las palabras de la gente rodeada de mucho silencio, los trinos, la nevisca, los perros de trineo que pueden venirme bien. Pequeños impulsos de esperanza, como la pornografía en la niñez, una grieta abierta a mundos desconocidos. Inspiro detalles, de todo casuales, los pequeños movimientos de manos y cabeza, interjecciones que no caben en las novelas épicas. El humo de la película Deseando amar. Expiro y escucho la crepitación de las redes, el inconcebible camino de informaciones en este universo saturado y vacío, el zumbido de contrastes dentro de mí. Todo es irrepetible. Repite el ejercicio. Inspiración y expiración. Ja, hvala lepa. Super. Zdaj bi jaz vprašala, koliko imamo pa še časa? Ker vi želite, publika? Ja, to sem zdaj nisem pač vprašati, če bi se mogoče še publika malo pridružila, ker ima gotovo tudi kakšne lastne, ne vem, vprašanja, kakšne lastne predloge, izkušnje, tako da ste lepo vabljeni k debati. A lahko samo jaz povem, preden boste vsi popihali, da če vas zanima, imeli eno prevajalsko delavnico, da je to v Trubarjevi hiši literature 7. novembra, to je sicer sobota, 5. popoldan, ampak bomo pa delali Auro, če poznate od Carlosa Fuentesa, en del. Ampak ne samo pač čisti tekst, lingvistično, no, ampak tam je tudi veliko simbolnega, ne, potem tudi prostor, čas, identiteta, način, kako se lotite prevajanja, kot verjetno že sami kaj prevajate, no, tako da ste lepo vabljeni. Zdaj pa, če imate kaj še za pripomniti.